Združeni narodi so objavili zračne posnetke, na katerih vidimo na tisoče muslimanov, ki si utirajo pot iz Rohindže proti Bangladešu. Begunci si utirajo pot čez poplavljena polja, da bodo z ladjo prečkali reko. Zaradi vojaških spopadov, posilstev, požigov in ubojev v Mjanmaru ljudje bežijo na varno. Na tem območju se nujno potrebuje humanitarna pomoč. V Limi so po 25 letih zapora izpustili najbolj vplivno voditeljico kartela Shining Path, ki je bila zaprta zaradi številnih grozodejstev, ki jih ji očitajo. Marta Huatei je stara 74 let in je bila izpuščena iz zapora. Fotografi so obkrožili avto, ona pa si je obraz pokrila z ruto. Aretirali so jo oktobra leta 1992 in je bila obtožena načrtovanih zločinov, izvrševanja nasilnih dejanj in napadov. Pred zaporom se je zbrala tudi peščica protestnikov, ki je protestirala proti izpustitvi zapornice na prostost. Na pogorišču v Kaliforniji zbirajo podatke o škodi, ki jo je za seboj pustil najobsežnejši požar v zgodovini te države. Med divjanjem ognja je umrlo najmanj 41 ljudi, medtem ko reševalne enote še vedno iščejo pogrešane ljudi. Več 10 tisočim ljudem so dovolili, da se vrnejo na pogorišča svojih domov. Reševalne enote pa še vedno pomagajo pri vzpostavitvi normalnega življenja na tem območju. Prebivalci pa vedno bolj ponavljajo stavek: čisto na začetku smo, brez vsega. Med požarom je bilo uničenih več kot 5700 objektov in požganega področja večjega kot je New York City. Vse naokrog je ostal samo pepel. Bolivijska vina postajajo znana in cenjena na svetovni ravni, ker so pridelana po starodavni metodi sajenja vinske trte in na osnovi nihanja temperature. Nizozemski mojster vinogradov Sivan Kastern je pojasnil, da približno 5 milijonov steklenic vrhunskega vina pridelajo na osnovi metode, ki so jo v srednjem veku uporabljali Španci in so jo prenesli v Bolivijo. Pripomnil je, da višinska razlika in spremembe temperature prinašajo edinstveno kislost in svežino bolivijskim vinom. Še ena pomembna stvar so tudi antioksidanti v bolivijskem grozdju in vinu, kar je izpostavil tudi eden izmed bolivijskih fizikov. Bolivijci pa čakajo, da jih prepoznavnost vin označi na kulinaričnem zemljevidu sveta. Več kot 3000 ljudi se je zbralo na Malti v tišini in prižgalo svečke v spomin na smrt najbolj znane preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia. Njen umor je bil načrtovan, saj so ji v avto potaknili bombo. Malteški premier je obtožil ravnanje in ga označil za barbarski napad na svobodo tiska. Družinski prijatelj Luke Frendo je nagovoril množico in upal, da njena smrt ne bo zaman.